Lepo pozdravljeni, dr. Milan Balažic, v tokratni oddaji Župan pred mikrofonom. Vračam lepo pozdravje. Danes se bova najprej dotaknila malo bolj resnih tem. In sicer na zadnji seji ste sprejeli proračuna za prihodnje leto in pa za leto 2025. Kaj vse obsegata? Lahko govorimo že o kakšnih številkah? Gre za proračun, ki je seveda bil sprejet v prvem branju, tako da 6. decembra nam bo dobri mož Miklavž verjetno prinesel potem vrečo denarja za prihodnji 2 leti, s katerim s tem denarjem bo treba pametno delati, ker ga ni veliko. Dejstvo je, da vsako leto vse težje sestavljamo vse občine, občinske proračune, ker preprosto preveč denarja zase vzame država in zato občinam ostane premalo in zato tudi seveda v vseh teh velikih željah naših občank in občanov, ki so tudi v veliki meri upravičene, skušamo slediti tem željam in je pa včasih trda. Glede proračuna, ki je predlagan, bi rad povedal, da je definitivno razvojno naravnan, se pravi, predvidene so nove investicije, predvsem bo tokrat dan poudarek pri oskrbi z zdravo pitno vodo, tako da odpiramo nov vodni vir, Ples-2, pa potem tudi filtrirno napravo, ki bo poskrbela za to, da je oskrba z vodo po Moravški dolini torej na zavidljivi višini. Doslej se je namreč dogajalo v velikih nalivih, da je bilo potrebno vodo prekuhavati zaradi zakalitve, zdaj temu več ne bo tako in to je ena velikih investicij. Poleg tega bomo vsaj za še enkrat povečali kapaciteto naše čistilne naprave v Moravčah, kajti prebivalstvo raste, tu je nova šola, tu bo dom starejših občanov in temu moramo slediti. Potem pa so te običajne, bom rekel, investicije v nove ceste, v nove vodovode, v kanalizacijo, na vrsti bo kar velika vas Češnice, se pravi cel kup zadev, ob tem pa velja poudariti tudi to, da dvigujemo sredstva za našo varnost, se pravi civilno zaščito, predvsem gasilce, kajti ob podnebnih spremembah in ujmah, ki nas zadevajo vsako leto, želimo, da smo na varni strani in da imamo to našo službo, ki požrtvovalno skrbi za našo varnost, pa varnost naše lastnine res na določeni visoki ravni. Tako da vse skupaj, poleg socialnih transferjev, seveda veliko sredstev spet za šolo, za prevoze otrok, za vrtec, bi nekako rekli, da v osnovi bo to proračun, ki bo poskrbel, da bo občina se razvila, da bo socialna plat močna, tudi za kulturo bomo poskrbeli, za šport in zato računam, da bo sredstev nekako dovolj, bo pa potrebno seveda še za kakšne večje projekte pa črpati sredstva in biti uspešen pri razpisih za državna ali evropska sredstva. Ste trenutno prijavljeni na kakšen razpis za ta predvsem evropska sredstva? Lahko bi rekel, da smo bili uspešni pri razpisu za dom starejših občanov. Tu smo že pridobili sredstva. Dogovor je nekje, da bo investicija velika okrog 10 milijonov evrov. To so evropska sredstva, ki jih je dobila država in mi smo že na tem, da podpišemo končno pogodbo z izvajalcem, tako da računam, da bo investicija stekla še v letošnjem letu. To je največja investicija, potem pa seveda računamo na nov uspešen razpis pri gradnji obvoznice okrog Moravč. To so velike investicije, za katere občine preprosto seveda nima denarja in tu potrebujemo potem torej uspešnost pri razpisih na državna ali evropska sredstva. Ena izmed bolj odmevnih tem v vaši občini je tudi podpisan protokol med občino in pa Termitom. Prvi sestanki so že potekali, kako to izgleda v praksi? V praksi to izgleda tako, da se koordinacijski odbor
zaradi obilice dela sestaja enkrat mesečno, torej izmenično enkrat na sedežu občine, drugič na sedežu družbe Termit. To pomeni, da se sestane, torej štirje ljudje se sestanejo, to je strani občine župan in podžupan, dr. Jurij Kočar, strani Termita pa tehnični direktor, gospod Capuder in predsednica nadzornega odbora, gospa Martina Kovač. Na dnevnem redu imamo operativne, bi rekel, naloge, ki izhajajo iz protokola in želimo čim prej, se pravi takoj pristopiti k razreševanju perečih problemov. To pa pomeni sanacija vseh odkopnih jam, to pomeni, da želimo poskrbeti, da vse tiste stvari, ki so bile do zdaj odprte, recimo ograje ob odkopnih jamah, kjer gre za povečano varnost, postavimo v najkrajšem možnem času, da torej saniramo tista področja, ki so bila doslej podvržena izcenju, torej tekočin, ki niso zdrave za človekovo življenje in tako naprej. Skratka, hkrati pa želimo seveda pomagati podjetju, iti na roko, tako bomo tudi poskrbeli za to, da bo podjetje dobilo nekaj služnosti na občinskih cestah znotraj odkopnega področja, s tem pa bomo umaknili težke tovornjake z glavne ceste, ki gre tudi skozi center Moravč in tako naprej. Skratka, problemov je veliko in ta protokol je pravzaprav postavil teren, možnost, da zdaj te probleme končno rešujemo z roko v roki v korist občank in občanov občine Moravče, pa tudi, bomo rekli, v korist razvoja podjetja, ohranjanja delovnih mest in seveda sodelovanja v tem skupnem projektu, to pa je razvita pa hkrati ekološko varna zelena Moravška dolina. Mesec september je že za nami, skoraj tudi mesec oktober. In na osnovni šoli Jurija Vege so lahko sedaj že kar dobro stestirali nov prizidek in pa telovadnico. Kakšni so bili odzivi? Odzivi so absolutno pozitivni in učiteljski zbor in učenci so navdušeni nad novimi prostori. Seveda je pa češnja na torti športna dvorana Primoža Peterke, kjer so učenci že postali uporabniki te dvorane. Na občinskem svetu smo pravkar sprejeli pravilnik o uporabi športne dvorane. Zdaj pripravljamo cenik in razpis za upravnika, tako da ko bo to dvoje še postorjeno, potem pa bo športna dvorana odprta za vse, ki bi želeli jo uporabljati ali za športno vadbo, za kulturne prireditve, karkoli. Skratka, športna dvorana bo na voljo vsem. Najprej seveda občankam, občanom občine Moravče, pa tudi širše, kajti dvorano želimo tržiti, tako da bo finančno kar se le da nosila sama sebe in stroške, torej stroške te, ki jih je treba plačati za to, da dvorana deluje v polni meri. Kako pa je samo sanacijo osnovne šole? Šola v starem delu je zaključena, torej sanacija je opravljena, imamo torej novo fasado, ki je energetsko varčna, nova okna, novo streho, tako da lahko rečemo, da je tako rekoč celotna šola ali prenovljena ali nova. Tu imamo novo športno dvorano in še zunanje igrišče, tako da lahko rečem, da smo vendarle zdaj tudi v Moravški dolini stopili v 21. stoletje. Dobili boste pa še eno novost, in sicer v zdravstvenem domu. Res je, v nekaj dneh sledi odprtje dvigala pri zdravstvenem domu Moravče, ki bo omogočilo lažji dostop starejšim občankam, občanom, pa seveda invalidom in vsem, ki so tega potrebni, tako da se veselim te nove pridobitve, ki bo dejansko omogočila ljudem dostopnost te zdravstvene usluge in jim pravzaprav olajšala pristop k zdravniku. Za konec pa mogoče povabimo še vse gledalce na en športni dogodek, ki bo v začetku novembra. Tako je, v nedeljo 12. novembra sledi
nov veliki dogodek, to je tradicionalni tek na Limbarsko goro, ki ga pripravlja Društvo krajanov Limbarske gore. Tek se bo začel ob 11. dopoldne iz Moravč in po dobrih 5 kilometrih se vsi skupaj vidimo na vrhu Limbarske gore. Nadmorske višine treba premagati okrog 400 metrov in tokrat je morda zadeva še nekoliko bolj zanimiva, ker bo s svojo ekipo na vrh prvič tekel tudi župan in sem že sredi priprav na ta lep dogodek. Gospod župan, najlepša hvala. Vam tudi hvala za povabilo.